Changan bo pomemben igralec v Evropi in Sloveniji in je eden od velikih 4 kitajske avtomobilske industrije, kot pravijo. Sama firma je bila ustanovljena že leta 1862, kot imajo tam napisano na majicah. Takrat so začeli proizvajati dele za vojsko, prve avte pa so začeli potem sestavljati leta 1959. Imenoval se je Changjing Type 46 in to je bil džip za vojsko, obenem pa sploh prvi avto, ki se je proizvajal na Kitajskem. No, civilne avte pa so začeli potem izdelovati leta 1984 in danes skupina proizvaja že 2,5 milijona avtov na leto, do zdaj so jih proizvedli že 30 milijonov, tako da zdaj veste, da ta firma ni hec. Kaj bo pa pri nas? Za začetek bosta to modela CS55 in takšen CS75. To sta križanca, ki sta dolga 4,55 in 4,75 metra, torej znotraj veliko prostora, oba bosta lahko bencinska ali pa hibridna, predvsem pa bo cena tista, ki vas bo gotovo navdušila in kar 7 let garancije. Pri nas ga boste lahko za začetek videli v 4 prodajnih salonih, do konca leta pa naj bi jih bilo že 7. Motori so njihovi, ker so kupili Mitsubishijevo tovarno motorjev, decembra 2023 pa so skupaj s Huaweijem in Kettlom ustanovili novo premium znamko Avatar. In tudi ta ne bi bila pri nas. Najprej modela 6 pa 7, kasneje pa tudi 12 pa 11, ko bosta prenovljena. Tale 06T je totalno hud, znotraj ima zaslon čez celotno širino in 3 opcije pri pogonu, tudi s podaljševalnikom dosega, ampak najbolj zanimivo električni s 3 motorji in skupno močjo kar 712 kW, to je 955 konjev. Pospešek do 100 je v samo 2,78 sekunde. Tudi Deepal je njihova podznamka in za začetek bo pri nas model S05 v električni varianti, konec poletja tudi kot hibrid, takrat pa dobimo potem še model S07, ki je tam zad, najprej prav tako električni in v začetku naslednjega leta kot hibrid. Novost na tem salonu je pa L06. Dobro zgleda. Hvalijo se, da imajo med kitajskimi avti originalno obliko in se nekatere druge znamke potem zgledujejo po njih, ker je njihov oblikovalski studio v Nemčiji za Avatar, za Deepal pa v Italiji, medtem ko je razvojni center za pogonske sklope v Veliki Britaniji. In naslednja velika stvar, ki jo obljubljajo, so takšne izboljšave pri motorjih, da bodo imeli povprečno porabo 3 litre, kasneje pa celo samo 2 litra na 100 km. Prvi iz te nove serije je ravno pri modelu CS75+, pri katerem se gorivo neposredno vbrizgava s kar 500 bar. Povprečna poraba bencina pa ne bi bila pri mestni vožnji samo 3,54 litra. Q05 bo verjetno pravi avto za vas, ker je dolg idealnih 4,4 metra, konc leta pripelje v električni različici, potem tudi kot priključni hibrid s skupnim dosegom preko 1200 km po kitajskih meritvah. Električni, ki bo prvi, bo imel hitro polnjenje 3C, znotraj pa bo dominiral velik zaslon. Da so to kvalitetni in trpežni avti, pa so dokazali letos januarja, ko so s takšnim Changanom CS75+ pri -30 stopinjah Celzija skočili 20,9 metra daleč. In takrat so postavili seveda svetovni rekord, ki je zdaj vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. Zdaj le to kaka vrsta je tukaj ratala. Neki očitno zastonj talajo. Changan dobesedno pomeni dolgotrajni mir in še ena zanimivost je v 100% državni lasti, s čimer naj bi imel zagotovljeno prihodnost in stabilnost.